Tako prišli smo do konca našega poslovnega popotovanja oziroma kot v šali zdaj že res radi rečemo službenih počitnic. Los Angeles predstavlja točno to, kraj, kjer se dogaja ogromno stvari, kjer je ogromno športa in kjer vidimo tudi v tako čudoviti dvorani, kot je Kripto Arena, krasne košarkarje in v tem tednu, Luka, smo jih spoznali kar nekaj in videli kar nekaj izjemnih predstav. Ja, definitivno videli smo Kevina Duranta, videli smo včeraj Russella Westbrooka, pa videli smo Chrisa Paula in tako naprej. Predvsem pa smo videli Luko Dončića in njegove vragolije, zaradi česar smo seveda tudi prišli v mesto angelov in se prišli košarkarsko seveda zabavati. Ja, tako je in prepričali smo se tudi, kar je bil eden izmed razlogov našega obiska, kako se je Luka znašel v Los Angelesu. Mislim, da mirno lahko potrdiva, da iz dneva v dan vse bolj uživa v mestu angelov in verjameva, da bo užival še bolj v prihajajočih tednih, ko nas čaka zaključek rednega dela sezone. Lakersi že pred Kano razmišljajo o tem, kako sezono čim bolje zaključiti na mestih, ki seveda prinašajo prednost domačega igrišča in morda, kdo ve, tudi nam prislužiti še kak obisk. Ja, super bi bilo, kot sva dejala že med prenosom, ne? Konferenčno finale Oklahoma, to bi bilo super in tudi našim šefom smo že predstavili idejo. In smo jim rekli, kar računaj, ne, treba bo narediti budžet tudi za junij oziroma za konec maja, ko pa je v LA-ju še lepše, predvsem, kar je te pomembno, še topleje. Glede na to, da smo prišli na najhladnejši dan v Los Angelesu v zadnjih 24 letih, mislim, da si zaslužimo še en obisk, da bo temperatura višja. Ti si zaslužiš predvsem višjo temperaturo. No? Da pa bo temperatura v tem studiu še višja, predlagam, da pred kamero povabiva tudi osebi, brez katerih se nič ne bi dalo narediti. Naš producent Aleksander Balkovec, veliki multipraktik Blaž Klasič, ki sta poskrbela, da je vse teklo nemoteno. Ja, res je. In brez ljudi iz ozadja, ne, tudi midva ne bi izgledala tako lušno, tako lepo in mislim, predvsem zato, ker se dogaja na vseh ravneh. Ne. Ali je to zabava, poglej kaj. Opa, fanta, se zdaj malo tresete, a? No, tudi midva sva pripravila eno presenečenje. Ja, res je. Večkrat sta si naj privoščila, tudi med prenosom, kako nič ne delava in take stvari. Pa si poglejmo en prispevek. Kako sta se imela Tilen in Luka v LA-ju? Ala, zdaj pa končno še ti nekaj narediš danes? Ker nisem mogel iti na kosilo, jaz vam delo, ne, jaz nisem brezdelniška lamut, pa klasič, ne. Ko si rekel, Hvala Los Angeles, zaključek v sončni zahod. Prečudovito in veliko presenečenje. Moram reči, fanta, hvala za to, da sta pokazala realno sliko najnega obiska. Res čudovito, čudovito.
Ja, in kot ste lahko videli v tem presenetljivem prispevku presenečenja, tudi mi odhajamo v sončni zahod. A veš, kdaj se zgodi tak prispevek? Kdaj? Ko jo pustiš sama dva v hotelu cel dan. Točno to, ne. In ti greš delat, ona dva ostaneta sama dva v hotelu. In to je bil moj point že iz klasika. Torej, hvala vsem gledalkam in gledalcem, da ste bili z nami. Hvala Los Angeles. Se vidimo. Upam, da se vidimo kmalu.